Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovani, dober dan. Drugi posvet o dolgotrajni oskrbi pri predsedniku vlade je za nami. Udeležila se ga je zelo široka skupina deležnikov, ki na terenu in v stroki, pri uporabnikih, pa tudi na političnem parketu oblikujemo in vzpostavljamo sistem dolgotrajne oskrbe. Namen vnovičnega srečanja je bil predvsem pregled vzpostavljanja sistema in pogovor o praktičnih ukrepih, ki jih je potrebno izvesti, da bo sistem v polnosti čim prej na voljo uporabnikom in uporabnicam, in to je bila srž današnjega srečanja. Srečali smo se, kot sem rekel, drugič po prvem srečanju, ki je bil pred enim mesecem. V nadaljevanju bom predstavil nekaj ključnih poudarkov tako srečanja in pa tudi vezanih na zadnje novice, vezane na vzpostavljanje sistema dolgotrajne oskrbe. Naj uvodoma ponovim svoj stavek, ki ga vedno ponovim, pa mislim, da ga je potrebno ponavljati, in to je, da dolgotrajna oskrba živi. Po 30 letih poskusov, po 13 vladah, 33 ministrih in kar 18 neuspelih osnutkih zakona smo prvič v zgodovini Slovenije prišli do točke, ko se sistem dolgotrajne oskrbe dejansko vzpostavlja, in to z jasnim ciljem, da bo pomoč starejšim in njihovim družinam dostopna, javna in pravična. 2 storitvi sta v funkcionalnem zagonu. V mrežo oskrbovalcev družinskih članov in sisteme oskrbe je danes vključenih skoraj 8000 družin. Uporabniki so zdaj lahko doma, za njih je poskrbljeno, družine pa lahko živijo normalna življenja z bistveno manj skrbmi. Ampak to so šele prve pravice, zgolj polovica. Dolgotrajna oskrba na domu je v postopku aktivne vzpostavitve. Tam smo se zelo veliko danes pogovarjali v okviru srečanja. Prisotni so bili tako izvajalci kot tudi centri za socialno delo, ki izvajajo odločbe. V nekaterih krajih se določene storitve že izvajajo, drugje se začnejo drugi teden, ampak predvsem je pomembno, da aktivnosti na tem področju iz tedna v teden rastejo. Prav tako aktivnosti za nemoten potek preveč stanovalcev v domovih za starejše potekajo, torej vemo, da s 1.12. prihaja ta presečni datum, ko ljudje v domovih za starejše ne bodo več plačevali oskrbe, ampak samo še nastanitev in prehrano. Zavedamo se, da so premiki veliki, da zahtevajo tudi nekaj dodatnega časa. Recimo, če je Nemčija za vzpostavitev podobnega sistema potrebovala 10 let, smo mi po 3 letih dela skupaj tu že pri prvih odločbah, načrtom za prevedbe v domovih za starejše in pa tudi z informativnimi cenami, novimi cenami v domovih za starejše, ki bodo za veliko večino z januarjem pomenile nižje položnice, in imamo tudi jasen načrt za nadaljne korake. Torej, če grem na informativne cene dolgotrajne oskrbe v instituciji, lahko povem, da smo na ministrstvu vzpostavili metodologijo, jo posredovali vsem zavodom. Vsi zavodi so se tudi odzvali, tako da informativne cene na ministrstvu imamo, te zdaj preverjamo, v prihodnjih tednih bodo šle v potrjevanje na sveta zavodov in potem bodo tudi predstavljene tako ljudem kot tudi javnosti. Torej, na poziv za posredovanje cen po sprejeti metodologiji so se odzvali čisto vsi zavodi, teh je v Sloveniji 104, tako da delo poteka na temu področju naprej. Pogovarjali smo se tudi o digitalizaciji dolgotrajne oskrbe. Vemo, da je to zelo širok krog upravičencev, krog izvajalcev in krog tistih, ki delajo tudi ocene. Gre za velik državni projekt, ki bo omogočil enotno obravnavo uporabnikov in pa tudi preglednost in hitrejše odločanje.
Na tej točki bi še enkrat želel poudariti, da centri za socialno delo imajo vse tehnične in zakonske pogoje za izdajo odločb, to tudi počnejo. Trenutno centri za socialno delo za izdajo odločb uporabljajo informacijski sistem Krpan, ki ga tudi dobro poznajo, ker ga uporabljajo tudi za nekatere svoje druge naloge. V naslednjih tednih pa bo zaživela prva faza tega večjega, velikega informacijskega sistema, ki bo izdanje teh odločb še poenostavila. Lahko rečem, res je, da so tehnične integracije in bodo zahtevne, vendar to ne pomeni, da bomo imeli sistem, ki ne bo varen, pregleden in pa tudi dolgoročno vzdržen. Tako da bi hotel še enkrat za konec poudariti, dolgotrajna oskrba živi kot javen sistem, ki temelji na solidarnosti, in če tega sistema ne bi vzpostavili zdaj, bi bili vedno bolj razdeljeni med tiste, ki si oskrbo lahko plačajo, in tiste, ki bi ostali brez nje. Bi pa želel ta podij izkoristiti tudi to, da se resnično vsem, ki so bili tako danes na srečanju, in tudi tisti, ki se niso udeležili in zelo aktivno delajo na področju vzpostavljanja dolgotrajne oskrbe, zahvaliti. Celoten sestanek je potekal v duhu, da je super, da se dolgotrajna oskrba končno odvija, da ni več koraka nazaj, da jo bomo izpeljali in da skupno, družno jo vzpostavljamo in rešujemo tudi morebitne težave, na katere na tej poti naletimo. Hvala, gospod minister. Zdaj pa je čas za vaše vprašanje, če prosim predstavite z imenom, priimkom in medijem. Žana Vrtačnik, Pop TV. Najprej nas seveda zanima, če ste lahko bolj konkretni, koliko odločb je bilo za dolgotrajno oskrbo na domu do danes izdanih. Poleg tega me zanima glede dolgotrajne oskrbe v instituciji, kako bo izpeljana prevedba za tiste, ki soglasja sami ne morejo podati, in za tiste brez soglasij se torej obetajo višje oskrbnine, za koliko višje lahko neko oceno podate? Ja, če začnem kar na začetku, odločbe se dnevno izdajajo, številka dnevno narašča, teh je ta trenutek že več 10, predvsem je pa pomembno, da je opravljenih več kot 1300 ocen. Tudi podatke, ki jih potrebujejo za izdajo odločb, so v teku, tako da vse te odločbe so v teku za izvajanje, za izdajanje, tako da me veseli, da smo na tej točki. Kar se tiče prevedbe, je bila, kot veste, ustanovljena posebna delovna skupina, ki je sestavljena z vsemi akterji. Naslednjič dobimo v ponedeljek, soglasja se na terenu že pobirajo, tako da mislim, da nam bo uspelo. Tudi za tiste, ki trenutno nimajo dodeljenega skrbništva, smo našli nekaj rešitev, ki jih bomo prediskutirali v ponedeljek na skupini in jih upam takrat tudi potrdili in šli potem z njimi naprej. Kar se tiče pa cen po zakonu o socialnem varstvu, torej če poskušam biti plastičen, ta trenutek ljudje, ki so v domovih za starejše, plačujejo cene po zakonu o socialnem varstvu in plačujejo tako stroške nastanitve in prehrane in del socialne oskrbe. Kot veste, te cene kot vlada zadnje 3 leta tiščimo navzdol, s tem, da krijemo vse dvige plač, vse dodatne zaposlitve, ki izvirajo iz standardov in normativov iz proračuna, celotno študentsko delo, in ta znesek je bil na primer v letošnjem letu okoli 66 milijonov. Mi smo že ta trenutek tiščali cene v domovih navzdol, prihodnje pa so ocene, da se bodo cene tistih, ki se ne bi prevedli v dolgotrajno oskrbo, in tu želim poudariti, da je sistem narejen na ta način, da bodo vsi, ki bodo soglašali s prevedbo, prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe, bodo plačevali seveda nekaj več, je pa to odvisno od doma do doma, in sicer med 10 in 20%. Eno vprašanje bi samo še imela glede prispevka za dolgotrajno oskrbo, in sicer vas prosim za odgovor na kritike iz stranke SDS, ki je danes
tudi nekako sprožila zahteve oziroma predlaga začasno prekinitev plačevanja prispevka. Glede na to, da zdravstvena zavarovalnica v kratkem bo kar nekaj 10 milijonov evrov preusmerila na spis za dodatek za pomoč in postrežbo, v SDS pravijo, da gre za računovodsko prevaro, ta izraz so uporabili, saj da so že iz proračuna bila predtem zagotovljena sredstva v ta namen. In da bo da je to samo vtis, da gre za neko noviteto. Mislim, da smo tle čist jasni, brez financiranja dolgotrajne oskrbe ni, predvsem pa ni dostopne dolgotrajne oskrbe. Če ni prispevka, bi pomenilo, da dolgotrajno oskrbo plačujemo iz žepa. Prej ste me vprašali, kakšne bi bile položnice za domove za starejše, vsaj takšne, kot so ta trenutek oziroma še više. In to je tisto, kar je namen prispevka. Rekel bi tudi, da sploh z opozicije zelo pogosto krat slišimo poslance in poslanke, kako so polni ust podpore gospodarstvu in razvoju Slovenije, pa mogoče tisti, ki ste brali ali pa gledali novice v zadnjem dnevu, verjetno veste, da je bonitetna agencija Fitch letos Sloveniji izboljšala oceno na A+, torej da se bonitetna ocena slovenskega dolgoročnega dolga izboljšala in če pogledate, kaj pišejo analitiki, pravijo, da je ravno na to vplival nov prispevek za dolgotrajno oskrbo in pa pokojninska reforma, in s prispevkom je država zmanjšala dolgoročne proračunske težave in pa predvsem ima v mislih težave, ki prihajajo vezane na demografske spremembe. Mislim, da to še enkrat dokazuje, da smo tako kot ministrstvo in kot vlada odgovorni, da razmišljamo dolgoročno, da razmišljamo, kako poskrbeti za naše najranljivejše, kako poskrbeti za naše starejše, in za to moramo vsi prispevati. Vita Vlašič, Televizija Slovenija. Zanima me glede tega informacijskega sistema, s katerim so zdaj očitno težave. Ministrstvo je razpis za izvajalca objavilo v začetku leta, podpisalo ga je marca, potem se je rok iztekel. Zanima me vaš komentar oziroma ocena, a je bil ta razpis pravočasno objavljen, glede na to, da informacijski sistem še vedno ni vzpostavljen, in glede na to, da se je iztekel rok, dokdaj in zakaj je podaljšan. Kje so pravzaprav te zapleti, čist mogoče laično, mi, ki se s tem ne ukvarjamo, tega ne razumemo? Ja, razpis je bil zagotovo pravočasno objavljen, ampak predvsem je pomembna informacija, da se odločbe izdajajo se v okviru informacijskega sistema Krpan, torej s podporo. Ne govorimo o tem, da bi nekdo odločbe na roko pisal, kaj podobnega. Podobno se izdajo marsikatere odločbe v tej državi strani upravnih enot, od gradbenih dovoljenj do ne vem česa. Torej, to ni neka posebnost, je pa informacijski sistem zagotovo orodje, ki mogoče še malo olajša, in na tem delamo, kot sem rekel, prva verzija, ki bodo centri za socialno delo, ki so že šli skozi proces usposabljanja in tudi testiranja in podali ocene, kako to orodje še izboljšati, bodo začeli uporabljati kmalu, se bo pa razvijal ta sistem še leta, saj je cilj, da se vključi vse izvajalce in vse akterje na tem področju. Ko rečete kmalu, lahko bolj specifično? Mislim, da je dovolj kmalu, predvsem je pomembno to, da se odločbe izdajajo in da se dnevno izdajajo v vedno večjem številu in da lahko ljudje koristijo pravice, ki jim pripadajo. Sam še eno vprašanje bi imela glede kadrov. Očitki od izvajalcev iz DSO-jev so ti, da v bistvu in manjka kadrov kljub temu, da se vzpostavlja sistem dolgotrajne oskrbe. Kako odgovarjate oziroma kako to rešujete? Kadrovska stiska je stvar, o kateri diskutiramo z domovi za starejše že od prvega dneva mojega mandata. Smo verjetno, mislim, da edino ministrstvo, ki je sprejelo poseben kadrovski zakon z ukrepi, ki smo jih dogovorili skupaj domovi za starejše. Tu je od pomoči in financiranju prostovoljstva, ki lahko pomagajo zelo veliko prostovoljci v domovih za starejše, s tem, da krijemo dodatna izobraževanja, torej, če jaz hočem nadaljevati svoj študij in se dodatno izobražiti za poslovanje, do nacionalne poklicne kvalifikacije, do štipendiranja in podobno. Torej, serijo ukrepov, ki smo jih sprejeli in jih redno spremljamo in izvajamo. Poleg tega smo tudi spodbudili
same direktorje zavodov, da v okviru plačne reforme dvignejo plačne razrede tistim zaposlenim, za katere menijo, da si to zaslužijo. To zakon omogoča in sicer ob soglasju ministrstva. Sam to, ko pride do mene, z veseljem podpišem. Lahko povem, da je bilo takih primerov že okoli 300 iz cele Slovenije. Seveda se pogovarjamo pa tudi o ukrepih naprej, kadrovska stiska ni nekaj, kar je danes, ampak bo jutri, ni specifična samo za področje socialnega in zdravstvenega varstva, ampak je tu še šolstvo in vsi ostali področji in mislim, da kot vlada naslavljamo to situacijo in jo bomo tudi v prihodnje. Lara Draškovič, STA, jaz bi se še vseeno dotaknila odločb. Vi pravite, da se izdajajo vsak dan, število čakajočih je še pa bistveno višje. Kaj konkretno, in prosim, če ste lahko tu konkretni, kaj bo ministrstvo še storilo, da bo ta sistem nekako stekel, zaživel in da bodo te odločbe sprocesirane do postavljenih rokov? Ja, tu smo redno na vezi s centri za socialno delo, to je del tudi diskusija bil danes, nadaljujemo naslednji teden v okviru delovnih skupin, predvsem kako jih lahko še dodatno podpremo, da bodo izdaje mogoče hitrejše prišlo. Kot rečeno, ocen je 1300, ki so izvedene na terenu in cilj je, da pospešimo tempo, kar se tega tiče. Kako? Kako? Z dodatno podporo centrom za socialno delo, tako kadrovsko ali drugačno, če bo potrebno. Barbara Smajla na ena. A to pomeni, da boste dodatne zaposlitve odobrili na vstopnih točkah? Od prvega dneva je bil cilj, da vzamemo prvem par mesecev za točko evalvacije, da vidimo, kako se v bistvu izvaja ocenjevanje na terenu in ali so zadostni kadri potrebni, a ne. Z ministrom Mescem se mesečno dobivava z vsemi direktorji, vmes se tudi v manjših skupinah dobivamo. Sami centri so pripravili določeno analizo, ker je izhodišče za pogovor o dodatnih kadrih, tako za drugo leto, kadrovska slika za drugo leto in pa tudi, če je potrebno, v letošnjem letu. Tako da sistem dolgotrajne oskrbe živi, je nov, potrebno je v prvih fazah zagotovo nekaj prilagajanja. In kot sem uvodoma rekel, Nemčija je podoben sistem vzpostavljala 10 let. Mi smo v teh korakih, mislim, da smo zelo aktivni. Seveda bo skozi celo pot, ne samo do konca leta, prihajalo do določenih odzivov in predvsem je nujno, da se na njih odzivamo. Zato so srečanja, tako kot je bil današnja, še kako pomembna. To so tudi vsi sodelujoči izpostavili, ker je predvsem pomembno, da skupaj iščemo rešitve. Veliko se pogovarjamo o teh odločbah, ampak RTV Slovenija radio je danes poročal, da 48 občin še ni podpisalo pogodb z izvajalci za oskrbo na domu. To je verjetno, mislim, glede na to, da pravica velja že od 1.7., verjetno precej problem. Kaj pravzaprav je problem, da te pogodbe še niso podpisane in kako boste tukaj ukrepali? To je tudi bila ena točka pogovorov, ki jih imamo redno. Lahko povem, da smo na ministrstvu izpostavili posebno telefonsko številko za občine. Z občinami smo tudi redno na vezi. Ta trenutek je upisanih 55 izvajalcev, mislim, da v registr za izvajanje dolgotrajne oskrbe in mislim, da je 137 občin že upisanih. Ostali so v postopku upisovanja ali nekateri tudi, ta številka nisem siguren, ne bom trdil, da ni resnična, mislim, da je manjša, ampak ok. Z temi občinami se bomo posebej dobili, lahko pa povem, da je 10 občin taki, ki imajo še neke malce večje izzive, s temi smo tudi redno na vezi, se bomo na 1:1 dobili tudi skupaj z morebitnimi izvajalci in iskali rešitve. Isto kot pri prevedbi in pri vsem ostalem je cilj, da je do 1.12. vzpostavljena tudi mreža v celoti. So pa to bi želel poudariti predvsem manjše občine. Trenutno že te, ki so upisane v register, pokrivajo približno 85% populacije, tako da tudi na registru aktivno delamo naprej. Najlepša hvala vsem za današnjo udeležbo.
Mogoče še zadnje vprašanje, potem pa se res moramo posloviti, ker ima minister nujne obveznosti naprej. Imam še eno vprašanje, pa sem tukaj še eno dopolnitev, če lahko poveste, kaj so 10 občin s posebnimi izzivi, kaj to pomeni? To je 10 občin, ki nima še določenega izvajalca. Ostale občine se že pogovarjajo z izvajalcem in usklajujejo pogodbe. Mogoče niso še vse podpisane, ampak 10 občin je takih, ki še nima določenega, kdo bo izvajalec v njihovi občini. Okay. Najlepša hvala. Lahko postavim še zadnje vprašanje, prosim. Hotla sem samo še eno stvar. Ker ste prej rekli, da tisti oskrbovalci, ki bojo v DSO-jih še vedno po ZSV, oziroma da bi bila oskrba po ZSV načeloma višja. Zdaj v prvi fazi razumem, da bojo vsi prevedeni v sistem DO, ampak v prihodnje pa ni nujno, da bodo vsi po DO sprejeti, ker ni nujno, da bodo prestopili ta vhodni prak, ne? Torej, a to pomeni, da bojo domovi še vedno imeli določen delež postelj po ZSV in da bodo torej te oskrbnine, predvidevam, glede na to, kar pravite, pa verjetno višje, torej v primerjavi z... Ja, govorimo, dolgotrajna oskrba je sistem, ki zagotavlja oskrbo. Torej, vsak, ki potrebuje določen segment oskrbe, bo seveda upravičen do dolgotrajne oskrbe. Lahko povem en podatek, ki vam bo mogoče v temu pomagal. Glede na trenutno upravljene ocene, glede dolgotrajne oskrbe na domu, je slika, ki se kaže povsem v skladu s pričakovanji. Največ jih je uvrščenih v četrto kategorijo, ki potrebuje zelo velik podpore in zelo malo je tistih, ki niso prestopili tega praga. Tako da jaz mislim, da se ljudje, ki ne potrebujejo oskrbe, verjetno ne bodo odločali za dom za starejše. Smo pa hoteli omogočiti to možnost, če ima nekdo kakšno tako situacijo, ampak tudi v tem primeru bo plačal samo stroške nastanitve in prehrane, ker verjetno ne bo imel neki zelo veliko oskrbe, ampak hoteli smo omogočiti in ohraniti tudi možnost sprejemanja v domove za preko zakona o socialnem varstvu, ker mislim, da mora imeti vsak pravico, da je tam, kjer želi biti, in če kdo starejši želi biti v domovu za starejše in izpolnjuje vse pogoje, je mislim, da je dobro, da mu kot država tudi to omogočimo.